Dobrodošli nazaj v oddajo WW Faktor. Slovenija je država dvojnih meril. Dvojna merila so v medijih, politiki, gospodarstvu, kulturi in še kje, še najmanj, hvala Bogu, jih je v športu. In očitno jih ne manjka niti pri tujih glasbenikih. Medtem ko je država pod pritiskom dela politike in levih medijev prepovedala sicer razprodani koncert hrvaškega domoljuba Marka Perkovića Thompsona v Mariboru, zaradi intervjuja s Thompsonom, ki mu nekateri učitajo nacionalizem in fašizem, je odletel tudi urednik oddaje TV Tednik na državni televiziji Igor Pirković. No, podobnost obeh priimkov Perković je seveda zgodna ključna. Kmalu pa naj bi zaradi Thompsona odstavili še urednico informativnega programa Jadranko Rebernik. Ta ista državna televizija, TV Slovenija, mirno, lepo in fajn poroča o ljubljanskem koncertu skupine Ribja Čorba, kjer je glavni pevec Bora Đorđević, srbski četniški vojvoda, ki je, spomnimo, pred razpadom Jugoslavije na Slovence žalil z dunajskimi ali bečkimi konjušarji in nas pošiljal v Avstrijo. Boro bih pitala da li je četnik. Da li sam četnik? Jesam član srpskog četničkog pokreta. Samo moram da objasnim. Selo Bakre Ljiga, porta crkve i mnogo uniformisanih četnika. Svi oni čekaju da još jedan rodoljub položi zakletvu i postane četnički vojvoda. Složni su u tome da on ispunjava sve uslove za ovu titulu, a on je Bora Đorđević. No, to je Bora Đorđević, ki veselo poje po Ljubljani in ga veselo reklamira Slovenska državna televizija. Zdaj, kakšna je razlika med četniškim vojvodom in hrvaškim domoljubom, da eden velja za dobrega in zaželenega, drugi pa za slabega in nezaželenega? Jaz nimam pojma. Če pa že moram izbirati, raje izberem tistega, za katerega nisem dunajski konjušar. To je bil že 51. WW Faktor. Vidimo se jutri v istem času in ne pozabite, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, dokaj reče.